Spoštovani vsi, gledate Studio Ga, infotainment program gledališča Ane Monro, katerega vodilo je in bo vi za nas, mi za vas. V neposrednem spletnem prenosu nas lahko spremljate vsak torek ob 10, v posnetku pa tudi na YouTube kanalu. Vabljeni, da se priklopite. Začenjamo z novicami tedna. Danes, 19.4. na dnevnik.si ne spregledajte intervjuja z Gorom Osojnikom v rubriki Obrazi nevladnikov. V sredo, 20. aprila, se v okviru meseca izobraževanj začenja ekskluzivna intenzivna delavnica Šugla Masterclass. Prijave zbiramo do zadnje minute. Vabim tudi na delavnico Sims Laboratorij, ki bo potekala od 3. do 5. maja. Končno smo prejeli odločbo Ministrstva za kulturo, ki se je odločilo, da bo podprlo jubilejno 25. Ano desetnico 2022. Juhej, zdaj pa s polno paro naprej. Do začetka Ane desetnice je sicer še 10 tednov. Potekala pa bo od 24. junija do 3. julija. Oziroma vse te informacije najdete tudi na www.anamonro.si. Sedaj pa je po kratkih novicah čas za Anino dvižnico, v kateri nas bo v nadaljevanju oddaje in tudi današnjega dne dodobra ogrela naša čudovita Ankica. Pa se kar preselimo v njen studio. Kje so roke? Na kaj vedno pozabimo, preden začnemo z Anino dvižnico? Na prehrano. Torej, preden začnete telovaditi, si vzamete eno banano. Tako je. Dobra je. No. To je to, no. Ko da ko pojeste to banano, pa začnite malo umikati. Imate to. Eto. Hvala za to energijo, Ankica. Zdaj pa, ko smo vsi dodobra ogreti, pa je čas, da gremo že kar naprej. Dobrodošli namreč nazaj spet v Studio 1. In na vrsti je rubrika Fokusirana, v kateri bomo predstavili finaliste izbora za mednarodno nagrado odličnosti Urbana Ljubljana 2022. Za najboljšo predstavo slovenskih in v Sloveniji živečih uličnih ustvarjalcev in ustvarjalk, ki bo potekala v okviru letošnjega festivala Ana desetnica v Ljubljani. Fokusirana. Danes v fokus postavljamo kolektiv Mi smo nismo. Provokativni girl-boy cirkuški ansambl, ki rad pljuva po družbenih strukturah in tudi po sam sebi. Brez problema. Razneži pa se tudi v glasbi in žongliranju, ki sta ključna elementa njihove tako zelo drugačne, a prav zato privlačne eksperimentalne predstave Žonglirski koncert. V njej mladi, a izkušeni umetniki brezkompromisno obračunajo s kapitalistično realnostjo in se obenem poigravajo s fiktivno postapokaliptično prihodnostjo, ki pa lahko seveda bivata skupaj samo na odru. Tako, realnost in prihodnost sta tudi osrednji temi naše naslednje rubrike, to pa je seveda scena s terena. Besedo predajam naši poročevalki in obveščevalki Ankici. Ankica, beseda je tvoja.
Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Ob neznanem času se javljamo z neznanega kraja, ker si bo neznana oseba prizadeva, da se spremeni predvolilna zakonodaja. Pa poglejmo in prisluhnimo, kaj se dogaja. Dober dan. Dober dan. Jaz bi hotel povedati, zdaj, ki so volitve, a ne? Cel kup nas je takih, ki hočemo iti na volitve, a ne? Sam pol te keksi, ki so na volje, koga boš volil, se jih benga ni takega, da bi ga volil. Tako da se bolj sam za te stranke, tako lokalno, pa so kakšni keksi tako grdi, da pa tako nikak vidi, če pogledal ne bi, kaj pa šele, da bi jih volil. In kaj ti pol drugega ostane, kakor da oddaš neveljavno glasovnico. Aha. A ne, jaz sem za to, da grem na volitve, jaz sem za to, da volimo, ampak nimam koga in tudi ne bom nobenega in zato dam neveljavne glasovnice. Ampak kaj pa oni naredijo? Kaj naredijo? Preštejejo vse neveljavne glasovnice in jih šutnejo v smeti. Kada ne bil na volitvah, isto je, če pa ne greš na volitve, pa seveda podpiraš one, ki bojo zmagali. Ne? Tako da jaz se zavzemam za to, da neveljavne tudi veljajo. Zakaj se pa skrivate? Kako zakaj? Ja, ker to zgleda, da vsi tili kekci pa bedanci v parlamentu so skregani med sabo. Ampak kaj pa začne eti za njihove privilegije, pa hitro skrb stopijo in se ti hitro lahko zgodi. Tako da dajte prijeti tole, da ne pade, da se nam vidi, da je naštiman. Jaz bom pa svoj slogan vam potegnil. Mi gremo na volitve, ampak neveljavne tudi veljajo. Hvala, ker ste me spravili v medije. Zdaj pa jaz to mislim, da gremo. To je bila scena s terena. Nazaj v studio. Po moje. Hvala za besedo, hvala za besedo. In se vračamo v studio ena. Pa še besedo, prosim. Hvala lepa. Tako, tole je bila naša poročevalka s terena, ki preverja, kaj vse se dogaja po Sloveniji in nam predstavlja zanimive zgodbe od tu in tam. Sedaj pa je čas za donirano. V studio ena vabim Gora Osojnika, ki vas bo nagovoril. Hvala lepa, čast mi je. Beseda je moja, boste kar tukaj, vse bo kratko, jaz imam v bistvu samo en tak kratek nagovor vsem našim tem, ne povem, da nas 3. junija, tudi vas, bomo skupaj, čaka množica mladih gledalcev, več kot 130 šolarjev iz podružnične šole v Breginju, točno to. Nas čaka dopoldne, popoldne pa ne vem koliko tisoč lokalnih prebivalcev. Zato, da bomo prišli mi tja za našo ekološko predstavo. Zadnji ulov, tako je, ne? Seveda pa lokalna skupnost težko prenese take stroške, zato pa seveda vabimo in povabimo vas, da nas podprete in da nas, bi rekel, tako finančno podprete. Moram pa reči, da iščemo pa tudi recimo ambasadorje projekta Dajmo otrokom gledališče, kajti to je le začetek, nadaljevali bomo pa tudi v drugih krajih, kajti naš cilj in poslanstvo je, pripeljimo gledališče v manjše kraje. In to je to. To je donirana. Donirana, podprite nas, balon. Kaj bi ponavljal?
ampak bom še enkrat ponovil, iščemo ambasadorje, iščemo pokrovitelje, iščemo tiste, ki boste z nami stopili v kulturne manjše kraje. Ja. Hvala lepa. Hvala, Goro. Ja, ja. Po donirani, še enkrat, prosimo vas, podprite projekt Dajmo otrokom gledališče, sicer pa bomo program naše 5. oddaje Studio Gam zaključili zdaj že prepoznavnim odjavnim komadom. Tokrat pa ga ne bo izvedel Trio Mio, vendar pa je na vrsti band s precej podobnim imenom, tokrat Trio Adio. Se gledamo spet prihodnji torek ob 10. kje drugje kot na kanalu Sims. Do takrat pa uživajte in gremo voli. Na kanalu www, ne www, ampak sims.anamonroe.si